Dober večer in srčno dobrodošli na nadaljevanju naših srečanj kateheze za odrasle. Tema današnjega srečanja je četrta Božja zapoved: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Če smo do sedaj spoznavali zapovedi, ki so bili usmerjene na naš odnos do Boga oziroma na ljubezen, ki smo jo dolžni izpovedovati oziroma izkazovati Bogu, so naslednje zapovedi usmerjene v naše medsebojne odnose, torej v naše odnose do bližnjih, in takšna je tudi današnja zapoved. To pa je hkrati tudi edina Božja zapoved, ki vsebuje obljubo tistemu, ki jo bo spoštoval, kar pomeni, da ima poseben značaj, posebno težo. O tem, kaj vsebuje, kaj vsega ta zapoved, kakšen je njen domet, kaj pomeni na videz, bom rekel, enostavna zapoved, preprosta zapoved, spoštuj očeta in mater, nam bo pa spregovoril, kot vedno, prijazno, naš gospod Župnik. Izvolite. Hvala lepa, Marko, za prijazne pozdravne besede. Tole fotografijo sem na začetku dal zaradi tega, da morda boste še vedno verjeli, da sem župnik, ker tlele sem oblečen po enih krstih, a ne? Danes sem pa se v vihti današnjega dne pozabil preprosto obleči duhovniško srajco. Tako naj mi bo odpuščeno v imenu oziroma tudi pri vseh tistih, ki morda bodo spremljali nas, ko bodo gledali preko YouTubea. Za začetek tele zapovedi bi pa prebral odlomek iz Markovega evangelija, ker govori prav o tem prehodu, če rečemo tako po domače, iz prvih 3 zapovedi na ostalih 7. Tudi, veste, ko gledate upodobitve Mojzesovih tabel, so vedno na eni tabli 3, na drugi je pa stisnenih 7 številk, tabli sta pa enaki. Jaz sem se kot otrok spraševal, zakaj ni tako, veš, 5-5, Ker bi bilo lepše videti, vse črke bi bile enako velike, pa taka simetrija bi bila, skozi ta simetrija mi hodi po glavi. Ampak teža je na vsebini. Zato so prve 3, ki govorijo o Bogu, o našem odnosu do Boga, do tistega, kar neposredno človeka, kot tistega, ki je ustvarjen po Božji podobi, zadevati v odnosu do Boga. Zdaj se začne pa drugi del. To je pa človek in tisto, kar ima ob sebi, to se pravi njegov bližnji in njegove stvari. In zato jih je 3 pa 7. No, in nekega dne je k Jezusu pristopil eden izmed pismoukov, ki je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je dobro odgovoril. Jezus je vedno dobro odgovoril, če berete svetopismo. In ga vprašal, katera zapoved je prva med vsemi? Jezus pa je odgovoril, prva je, poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, iz vse svoje duše, z vsem svojim mišljenjem in z vso svojo močjo. Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh ni nobena druga zapoved. In pismouk mu je rekel, dobro učitelj, po resnici si povedal. On je edini in ni drugega razen njega. In ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umom in z vso močjo, in ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril. Dobro, Jezus to večkrat pravi v Nova zaveza. Pametno ali pa preudarno. Jezus to zelo poudarja. Mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni upal še kaj vprašati. To je konec evangeljskega odlomka, vi vedno lahko župnika kaj vprašate. Zdaj, če dobre volje odgovori vedno nasmejano, kadar je pa napet, takrat pa vedno odgovori tudi, ampak malo bolj na kratko. Danes je pripravljen na dolge odgovore. En tak vidik je pomemben, ko ste ga slišali, nisi daleč od Božjega kraljestva. A veste, nisi daleč, pa nisi noter,
Kako to, da nisi in kako to, da ne moreš, je pa druga zgodba, ampak o tem bomo morda razpravljali daj drugič. Lotimo se mi današnje zgodbe in sicer četrte Božje zapovedi. Spoštuj očeta in mater in svojega očeta in svojo mater, da se ti podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog. Ne? Kot je Marko v vodu povedal, to je edina zapoved, ki ima obljubo. In obljubo že na zemlji, da se bodo tvoji dnevi že na zemlji podaljšali. A veste, pa ne gre tukaj samo za dolžino časovno, ne? Gre za kvaliteto. Kvaliteto, ker če ti živiš zdravo in imaš ljubeč odnos do svojih staršev kot otrok, potem ti je to blagoslov. Ti vse prinaša mir in radost in polno življenja. Ne? In boš z veseljem in polno živel na tej zemlji, ki sem ti jo dal. Jaz, Gospod Bog, pravi Bog. Ne? Vse je bilo podarjeno tebi in že na zemlji boš, da ne govorimo šele potem, kaj bo potem. In oblika te zapovedi je tako kot vseh. Velevna oblika. Ne? Se pravi, če boš, bo tako. Bog ne debatira, ne? Ko on reče, tako bo, on stoji vedno za svojo besedo. Pa ne bomo tukaj zdaj razpravljali o tem, kako protestantska etika zelo rada poudarja, da je znamenje, da si ti Božji in blagoslovljen in da živiš po Božji volji, torej izpolnjuješ Božje zapovedi, to, da si uspešen na zemlji. Ne? Zato nalaž sem to poudaril. Oni imajo pa zelo ta vidik poudarjen, da je in vidijo kot uspeh na zemlji, kot Božji blagoslov za to, da živiš in izpolnjuješ zapovedi, vključno s četrto. Mi katoličani gledamo širše, tako kot je Jezus rekel. Ne? Naš pogled ni nikoli ozek, ampak je vedno širok. Še en odlomek bi rad delil za uvod iz Svetega pisma in sicer, to je pa apostol Pavel, ki pravi pa takole v pismu Rimljanom. Nikomur ne bodite dolžni ničesar. Razen, da ljubite drug drugega. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi. In tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Izpolnitev postave je torej ljubezen. Konec navedka. A ne dobra beseda. Nikomur nič dolžan. Pustimo zdaj posojila, ne finančna. Pa tudi tam je fajn, da jih nimamo. Ne? Vsi se strinjamo, vsi bi radi živeli tako, da jih ne bi imeli ne posojil, ne leasinga in to je idealno. Ampak govori Jezus, Pavel v tej nadihnjeni besedi, nikomur dolžni ljubezni. Se pravi, nikomur, do nikogar, s katerim živite, naj ne bo umanjkanje ljubezni. Da boste čutili, da ga imate premalo radi. Tudi do Boga. Ampak da ga imate radi, popolnoma. Otroci, starše, starši, otroke. Zdaj bomo že začeli obračati isto zapoved še na drugo plat, ne? Ker ta zapoved govori tudi o ljubezni staršev do otrok, ne samo otrok do staršev. In še o čem drugim bomo videli. Skratka, da nisi dolžana, ne? Potem moramo hrepeneti. Ker ljubezen nikomur ne dela, kako je že rekel Pavel v temle našem prevodu, ne prizadeva hudega. Star prevod je bil pa nikomur ne dela sile. A ne? Nikomur ne dela sile. Pa pojdimo zdaj malo naprej k razlagi, še taki čisto uradni po katekizmu katoliške cerkve. O tem smo že rekli, ne? Se pravi, 1 + 1 je 1. Ljubi Boga, bližnjega kakor samega sebe, to je 1, ljubezen in to je to. Ljubezen je merilo vsakega odnosa. In tudi Sveta Trojica, ne? Tudi ko bomo še malo govorili, Sveto Trojico gledamo kot 3 osebe enega Boga, ki so povezane v eni sami ljubezni. Ne? In so 3 in 1, kakor družina. Oče, mati, otrok, otroci. Ne? Odvisno koliko
jih je komu dano. Pa še tole bi rad poudaril, Jezus kako odgovarja, tako kot je delno že v stari zavezi, in to večkrat poudarjam, tole misel. Prva zapoved ne pravi z vsem mišljenjem, ampak sem pravi z vse srcem, z vso voljo in vso močjo. Se pa pozneje v stari zavezi že pojavlja tudi z vsem mišljenjem. In Jezus vedno poudari tudi z vsem mišljenjem. Zakaj? Razum je treba vključiti. Razumno, smo rekli, je priznati, da Bog je. In ko se človek torej prizna Boga, potem je razumen in zato lahko, ko razum vključi v svojo odločitev vere, ker drugače se sloni samo na volji, zdaj ste kako je, dobra volja, slovenski pregovor, pot v nebesa je tlakovana, oziroma v pekel je tlakovana z dobro voljo, Mora biti zraven odločeno, slepa razum. Zato Jezus poudarja tudi mišljenje, ker mi smo po Božji podobi ustvarjeni kot bitja, razuma, duha, duše in svobode. In zato mora biti vedno vključen tudi razum. Četrta zapoved je torej uvod v drugo tablo in nakazuje en tak red ljubezni. Prve tri je Bog, potem so starši, oboje skupaj življenje, zato ni ubijanja, ni nečistovanja, ni ljubosumja, ni nevoščljivosti, ni neresnice. Čute ozadej še ostale zapovedi, ki govorimo. Če rečemo po domače, govorimo o redu ljubezni. Bog, ki je ljubezen. Starši, ki podarjajo ljubezen in živijo iz ljubezni in za ljubezen. In seveda vključuje potem ta ljubezen tudi širši odnos med ljudmi, ker ta vzorec, ki ga prinašamo iz svoje družine. Danes tudi če dalje bolj iz družbene, ker naše otroke dajemo, oziroma vi jih dajete, večino aktivnega dneva v vzgojo državi, če rečem po domače, ker večinoma imate otroke v javnih šolah, redko kdo ima v kakšni zasebni, morda potem v gimnaziji. Torej, te vzorce prenašamo, pa tisto, kar še dobimo tam, potem v odnos z ljudmi. In seveda, če vse sloni na ljubezni, kot temelju, te vzorce, ki smo jih prijeli od očeta, mame, in njunega odnosa in odnosa do nas, kot njihovih otrok, sadov njihove ljubezni, potem seveda tak vzorc prinašamo tudi v družbo. Zato ima seveda spolnjevanje te zapovedi zelo bogate, širše sadove. Že čutimo, kam gremo s to zapovedjo, kam vse bomo prišli. Ali pa iz 1885 Panska končnica, ki je v muzeju čebelarstva v Radovljici, mogel bi sicer napisati to, ampak žal nisem. Družina, V začetku je Bog ustvaril moža in žena. Po svoji podobi ju je ustvaril. Z ustvarjenjem moža in žene je ustanovil človeško družino in jo obdaril z njeno temeljno konstitucijo, zgradbo. Njeni člani so osebe, ki so po dostojanstvu enake. Za skupni blagor svojih članov in družbe vsebuje družina različne odgovornosti, pravice in naloge. Narava družine seveda je res nekaj posebnega. Zato je zakonska skupnost utemeljena na privolitvi zakoncev. Zakon in družina sta naravnana na blagor zakoncev, uroditev ter vzgojo otrok. Ljubezen zakoncev in roditev otrok spostavljata med člani iste družine osebne odnose in prvobitne odgovornosti. Mož in žena, združena v zakonu, sestavljata skupaj z otroki družino. Ta uredba ne potrebuje nobenega priznanja od javne oblasti. Javna oblast jo je dolžna le sprejemati. Gledali bomo na njo kot na normalno oporišče, na podlagi katerega je treba ocenjevati tudi druge oblike sorodstva. Ko mlade pripravljam na zakon, in vedno rečem, tako malo se pohecam, Janez, pa zakaj glih Micko, izmišljam si imeni, zakaj glih njo?
In tako kot se polance spodobijo, ne, ko smo malo na zunaj trdi, noter pa zelo srčni, sočni in okusni, kakor velikonočni pirh, počasi vendarle pricilja skozi te luščino ven. Ja, zato, ki imam rad, ne. One dame hitreje to ponavadi povedo, ampak pa rečem, v redu, zdaj, to se pravi, zdaj sta povedala, da se imata rada in zato sta prišla tle in bosta zakon. Ne? Zdaj pa se pogovarjamo v redu, zakaj bi se pa vidva poročila pravzaprav, ker danes se skoraj noben ne poroči več, ker pravijo, da je lažje. Ne? Za vsak slučaj se ne poročijo, ker pravijo, da je lažje potem iti narazen. Ne? Po zakonu, po naši zakonodaji sicer to ni. Vprašam, zakaj pa? Če pravijo, da je isto. Ja, ni isto, ne? Ni isto, ne? Pol se veliko krat debata konča, ker težko povejo kaj več. Ne? Povejo pa približno takole. Zato, ker želiva biti srečna. Ker čutva dva sva drug za drugega. Torej, vaju nič ne vleče. Ne župnik, to pa ne. Narazen pa naju ne vleče. Sploh ne razmišlja o tem, da šla naj narazen. Ne? Se pravi, bistvo zakona, ki je jedro družine, je blagor moža in žene, blagor zakonce, to je prva stvar zakona. In je seveda njuna sreča, torej rečemo v taki govorici laični, ki pa sreča, pa ni svetopisanski izraz. Drugi del tega pa je, da sta odprta življenja, ker če ti res svojo zvezo utemeljuješ na ljubezni, ne moreš ostati odprt zase. Ljubezen je nujno rojeva, je odprta življenju. Zato so otroci samodejno sad ljubezni, ki je med moškim in žensko, med možem in ženo, če ima ta dar porajanja življenja, ker vemo, da ga žal vsi nimajo. In zato, če bi slučajno dva izključevala to, da bi se sem poročila, ne pa imela otrok, je zakon krščanski ničen. Sploh ni bilo, tudi če bi se mi zlagala, da to hočeta. Če jih ne moreta, je nekaj drugega. To se pravi, narava družine je, da odnos moža in žene sloni na ljubezni, ju osrečuje, omogoča polnost njunega življenja, zorenja in ta ljubezen omogoča in poraja novo življenje. Se pravi, je odprto za novo življenje. Krščanska družina je seveda po našem krščanskem pojmovanju pa nekaj več kot samo družina. Če je družina, kot rečemo, v osnovi že vsaka družina, naravna ustanova, naravna pomeni, da vsi v naravi težijo, da bi tako bilo, a ne? In čutimo, da tako je res. Pa je seveda krščanska družina oplemenitana z zakramentom, ki odnos med možem in ženo korona v obliki svetega znamenja. Ga privzdigne torej v Božje. Je pa seveda družina za nas kristjane posebno razodevanje in uresničevanje cerkvenega občestva. Zato družino označujemo kot domačo cerkev. Krščanska družina je skupnost vere, upanja, ljubezni, kakor je vidno iz Nove zaveze, ima v cerkvi edinstveno pomembnost. Krščanska družina je občestvo oseb, sled in podoba občestva očeta in sina v Svetem duhu. Njena roditvena in vzgojna dejavnost je odsev očetovega stvariteljskega dela. Poklicana je, da s Kristusom deli molitev in daritev. Vsakdanja molitev in branje Božje besede krepita v njej ljubezen. Krščanska družina je evangelizatorska in misijonska. Posledica odnosov v krogu družine je sorodnost čustev, nagnjenj in interesov, ki izhaja predvsem iz medsebojnega spoštovanja oseb. Družina je privilegirana skupnost poklicanosti, da se uresniči izmenjavanje misli med zakoncema, pa tudi skrbno sodelovanje obeh roditeljev pri vzgoji otrok. Tudi ko vemo, da je družina prvotna celica družbenega življenja. Brez družine ni društev, ni nobene skupnosti, ni države, ni nič. Uniči družino, ki edino lahko poraja, bom rekel tako z vidika
države, ne, ki lahko poraja zdrave državljane, ki bodo ljudje vrednot, ki bodo zopet producirali nove državljane, ne, ki bodo pošteni, srčni. Brez tega preprosto ni, ne? Ni logike. Družina je torej prvotna celica družbenega življenja. Je naravna družba, kjer sta mož in žena poklicana k podarjanju sebe v ljubezni in v podarjanju življenja. Avtoriteta, stabilnost in življenje odnosov znotraj družine sestavljajo temelje svobode, varnosti, bratstva znotraj družbe. Družina je skupnost, v kateri se je od otroštva dalje mogoče naučiti naravnih vrednot, pričeti častiti Boga in prav uporabljati svobodo. Življenje v družini je uvajanje v življenje v družbi. Zato čutite od zadaj, kako krščanska drža pri vzgoju otrok nikakor ni permisivna. Ne? Otrokom vse dopuščati. Otrok je dar v družino, ni pa car družine. In starša morata otroka pomagati, da bo ob vrednotah, ki jih imata tudi sama, počasi umeval, kaj pomeni svoboda in odgovornost. Drugače bodo začeli hoditi nam po glavi, ne? Vam po glavi. Se veste, kako gre star slovenski pregovor. Sin očeta čez prag. Ne, sin očeta do praga. Sin sina čez prag. In to dejansko je, če ni prave vzgoje v družinah, se to dogaja. Da se odnosi do staršev spremenijo, otroci postajajo gospodarji, starše šibajo skoraj že ven, njihovi otroci bodo pa izgnali iz območja svojega dojemanja in se bodo nanje požvižgali. In kaže, da živimo v svetu, kjer približno tako se žal tudi dogaja. Politična skupnost ima dolžnost, da družino spoštuje, jo podpira in ji zagotavlja predvsem. Zdaj pa so alineje in jih bom kar prebral, ker so zelo močne. Svobodo, da si osnuje svoje ognjišče, da ima otroke in jih vzgaja v skladu s svojimi naravnimi in religioznimi prepričanji. Zaščito trdnosti zakonske zveze in družinske ustanove. Svobodo, da izpoveduje svojo vero, jo predaja naprej, vzgaja v njej svoje otroke s potrebnimi sredstvi in ustanovami. Pravico do zasebne lastnine, svobodo, da osnuje podjetje, dobi delo, stanovanje, pravico, da se izseli. Na podlagi državnih ustanov pravico do zdravstvenega varstva, do pomoči za ostarele in do družinskih doklad. Zaščito varnosti in zdravstva, zlasti z ozirom na nevarnost, kot so mamila, pornografija, alkoholizem in tako dalje. Svobodo, da skupaj z drugimi družinami osnujejo združenja in so tako zastopane tudi pri civilnih oblasteh. Tako pravi Familiaris Consortio, to se pravi ena enciklika papeška. In cerkev torej pričakuje, da bo lahko družina to delala. Tudi mednarodne konvencije so bile vse sprejete v tem duhu, da je družina osnovna človeška družba in da imajo starši pravico in dolžnost vzgajati otroke v skladu s svojo vestjo in prepričanjem. Kar vključuje seveda tudi to, da imajo pravico izbrati šolo, kamor jih bodo dali. Da bodo, kako bi rekel, njihovi otroci v šolah bili vzgajani v duhu njihovega lastnega prepričanja in če ni, se morajo za to boriti. Niso tako preproste zadeve. Še tole morda, kako družina osvetljuje druge odnose v družbi. V bratih in sestrah vidimo otroke svojih staršev, v bratrancih in sestričnah potomce naših prednikov, v sodržavljanih sinove naše domovine, v krščenih otroke naše matere cerkve, v vsake človeški osebi sina ali hčer tistega, ki hoče, da ga kličemo Oče naš. Tako svoje odnose z bližnjim prepoznavamo kot odnose osebnostnega reda. Bližnji ni neki individuum iz človeške kolektivnosti, marveč je nekdo, ki po svojem znanem izvoru zasluži posamično pozornost in spoštovanje. Človeške skupnosti so sestavljene iz oseb.
Dobro vodenje teh skupnosti se ne omejuje le na zagotavljanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti ter na zvestobo pogodbam. Pravični odnosi med delodajalci in delojemalci, vladajočimi in državljani predpostavljajo naravno dobrohotnost, skladno z dostojanstvom človeških oseb, ki skrbijo za pravičnost in bratstvo. Tle od zadaj bi lahko še omenili eno tako zgodbo, ki se pri nas dogaja, ne? V naši državi, pa ne samo v naši državi, celotno na Zahodu, ker je zelo popularna tale pravna dikcija, ne? Da je treba manjšinam in marginalnim skupinam po načelu, kako bi rekel, pozitivne diskriminacije omogočiti, da bodo imeli obstoj v družbi, ne? Da bodo torej priznani in da se bo priznalo. To načelo seveda je zelo prav, ne? Recimo, imamo kakšne manjšine, ne? Vsaka država skoraj jih ima kakšne manjšine in jih kako naredi, da imajo iste pravice kot ostali državljani. Ponavadi sprejme posebno zakonodajo, s katerimi jim da to pravico. To se pravi ali pa morda še kaj več, kar drugim državam niti zakonom ne opredeljuje, pa samoumevno, ne? In medtem ko za manjšine pa to posebej opredeli in se zdi, kakor da so v primerjavi z večino dejansko pozitivno diskriminirane, ne? Se pravi, če diskriminacija je negativna, ne pozitivna, pa ravno nasprotje. Ampak problem v tem je pa, ko se je pojavil v sodobni družbi, da so začeli pa razne marginalne skupnosti, ideološke in spolne in politične, če hočete, po tem načelu zahtevati, da imajo ne samo enake pravice, ampak da imajo večje pravice in da se izenačijo in postavijo nad pravice večine, ne? To imamo zdaj ta gibanja, ki so popularna pri nas, ko hočejo to, kar ne morejo imeti, ne? Po naravi recimo. Po naravi ne moreta dva moška imeti otroka. In dve ženski tudi ne. Hočejo pa imeti. In zato seveda je bilo treba spreminjati zakonodajo, poimenovanja, da se je počasi približevalo temu, kar je v družbi večinih samoumevno, to se pravi, da imamo moškega in žensko, morda mamo in atak, če imata dar podarjanja življenja, in dejansko tudi praviloma rojevajo novo življenje otroke, je bilo treba potem tam začeti tudi stvari poimenovati, preimenovati, ne več istospolne skupnosti, ampak družino zdaj bom rekel en grd izraz, popačiti, razdevičiti njeno podobo, in torej narekovaju je razširiti, vsi smo nenadoma družine, ni več očeta in mamo, imamo starš 1 in starš 2, ni več pomembno, ali so torej, ne moramo govoriti več o očetu ali drugem, ampak vse govorimo v klasični družini, kakor v teh novih, ki so se vzeli, govorimo torej samo še o starših in torej starši imajo pa pravico do otrok. Se pravi, to je pa negativna oblika pozitivne diskriminacije. In do take mere se ta zgodba privzdiguje, da na koncu tisto, kar je naravno, kar prinaša življenje, kar edino prinaša življenje v družbo in torej je prihodnost družbe, ni več normalno. Tako kot sem poslušal, sem povedal tudi zadnjič na konzervi, sem poslušal en intervju z angleškim časnikom. Je rekel, Anglija, veste, ima že dolgo tradicijo zaradi svoje zgodovine, te imperialne, ko so sprejemali mece kot delavce, kot služne, kot hlapce in tako naprej, ljudi svojega imperija na otok. In je rekel takole, tako daleč smo pripeljali toleranco in spoštovanje drugačnosti, da se na koncu sramujemo tega, kar smo sami. In tukaj bomo morali tudi kristjani zopet in jasno povedati,
kakšno je naše stališče. Pa ne samo kristjani, ker v tem prizadevanju nas mnogokrat podpirajo tudi tisti, ki niso kristjani in niso verni ali so celo drugače verni. Tako kot je Jezus rekel, se spomnite tisti priliki o krivičnem oskrbniku, se spomnite, ne? Ko je pohvalil gospodar tistega oskrbnika, da je preudarno ravnal, ne? V slabem, ker je si skopal prijatelje, pravi, otroci luči pa tega ne razumejo. Ne? Da stopimo skupaj in začnemo še bolj braniti in družino, in življenje, in svojo prihodnost. Svojo prihodnost. Zdaj pa gremo malo na dolžnosti otrok. Božje očetovstvo je vir vsakega očetovstva. A ste slišali očetje? Božje očetovstvo je vzor vsakega očetovstva. Nebeški oče pa svojo vsemogočnost izkazuje z usmiljenjem in prizanašanjem. Ne? Svetopismo navaja. Z usmiljenjem in prizanašanjem. In to dela iz ljubezni, seveda. Spoštovanje otrok, mladoletnih ali odraslih do očeta in matere se hrani iz naravne ljubezni, porojene iz vezi, ki jih združuje, zahteva pa ga seveda Božja zapoved. Spoštovanje do staršev, ali kot smo včasih rekli v starem katoliškem jeziku, sinovska vdanost ali pa otroška vdanost. Ne vem, te starejši verjetno se še spomnite teh izrazov. Jaz si že malo manj, ne? Verjetno mlajšim je pa ta zadeva že kar tuja. Spoštovanje do staršev torej obstaja v hvaležnosti do tistih, ki so z darom življenja, svojo ljubeznijo in svojim delom svoje otroke spravili na svet in jim omogočili, da rastejo v starosti, modrosti in milosti. Slišite besede opisa Jezusa. Z vsem srcem spoštuj očeta in bolečin svoje matere nikoli ne pozabi. Spominjaj se, da si pri njiju dobil življenje in kako jim hočeš povrniti, kar so oni tebi storili, pravi modri Sirah. Spoštovanje otrok se kaže v resniči učljivosti in pokorščine. Bog ne daj, da danes uporabijo starši izraz pokorščina. Ne? Pokoren, otroci pokorni. Ali pa župnik pokoren škofov. Mož pa ženi, pa žena možu. Staro izraz je imelo ta izraz noter, stari prevodi tudi. Spolnjuj, moj sin, zapoved svojega očeta, ne zametuj nauka svoje matere. Kadar odhajaš, naj te vodijo, kadar spiš, naj te čuvajo, kadar se zbudiš, naj se pogovarjajo s teboj, pravi pregovor. Modr sin ljubi opomin, zasmehovalec pa ne posluša ukora. To so ti odlomki, stavki iz te modrostne, starozavezne literature. Četrta zapoved opominja odrasle otroke do njihove odgovornosti do staršev. Smo zdaj razumeli? Včasih, veste, so na kmetih imeli zelo modro rešen ta odnos starši, otroci. Mi iz literature poznamo v glavnem žalostne zgodbe, tudi iz polanske literature, ne? Kako se je to slabo bilo, ta mladi pa ta stari, kako so se kregali, pa ubijali, pa klali, ne? Tudi se v kup zgodb, ki niso zapisani, že jaz jih nekaj vem, pa sem šele 3. leto v Polanski dolini, vsi podobno je bilo tudi drugje, ne? Ampak včasih je bila hiša, kmetija, kmečka hiša, zraven je bila pa blizu, nedaleč pa manjša hiša, ki so ji rekli Preužitek. In tam so se vedno umaknili starši, ko so tudi že včasih bili modri in so kmetijo prepustili sinu, ki je prevzel, ali hčeri, če se je omožila, če je prišel ta mlad, če je bilo tako. In so si izgovorili Preužitek. Tam je bila hiša, imeli so njivico, imeli so še toliko procentov od ostalega in so srečno uživali tudi le, ne, županu še, je bila gospodarska hiša, Bogdarjeva hiša, je bila nekoč pa Preužitek. Kamor so se umaknili. To je bil krasen izraz spoštovanja.
In vsi so lahko, če so spoštovali to zapoved, živeli dostojno do svoje smrti na zemlji in potem šli v večno življenje. Kolikor le morejo, so jim dolžni materialno in moralno pomagati v letih starosti in v času bolezni, samote in stiske. Jezus opozarja na to dolžnost. Že stara zaveza tudi. Gospod je dal čast očetu pri otrocih in določil materino pravico za sinove. Kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanje grehov in kdor časti svojo mater, je kakor tisti, ki zbira zaklade. Kdor spoštuje očeta, doživi veselje nad otroki, na dan svoje molitve bo uslišan. Kdor časti očeta, bo dolgo živel in kdor v Boga Gospoda dela veselje svoji materi. Pa, to je bil v Sirah, pa še odlomek. Moj sin, podpiraj očeta v njegovi starosti, ne žali ga, dokler živi. Ako mu pamet peša, mu prizanašaj in ga ne zaničuj. A ni dobra? Vsej svoje moči ga ne zaničuj. Kdor zapusti očeta, je kakor bogokletnik in kdor razsrdi svojo mater, je preklet od Gospoda. Dovolj jasno in dovolj konkretno. Tudi se spomnite, da v času, v Jezusovem času, pa še prej, je bilo bogokletnik eden najhujših zločinov, ki jih je. Za bogokletje so kamenjali, ubijali. Ne? Tudi Jezusa so obsodili bogokletstva. Ne? Judje, Pilat je bolj sicer druge razloge našel, pa tudi Judje, ker niso s tem prišli, ker Pilat je bil pač kot rimski upravitelj mal, pa verjetno je bil še malo, vsaj tako za silo izšolan pravnik, se je mal pravo poznal, mu ni prijelo. Ne? So ga pol obtožili, da se dela kralja, ne? To se pravi konkurira rimskemu cesarju, pol je pa Pilat seveda že moral prisluhniti. Otroško, torej sinovsko ali pa hčerinsko spoštovanje pospešuje harmonijo vsega družinskega življenja, tiče pa se tudi odnosov med brati in sestrami. Spoštovanje do staršev izžareva na vse družinsko okolje. Krona starih so otroci, pravijo pregovori. V ljubezni prenašajte drug drugega v ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti, tu pa Pavel Efežanom. Za kristjane obstaja posebna dolžnost hvaležnosti do tistih, od katerih so prejeli dar vere, milost, krsta in življenje v cerkvi. Smo slišali še malo razširjeno zapoved? Lahko so to starši, drugi člani družine, stari starši, pastirji, se pravi duhovni voditelji, kateheti, drugi učitelji, prijatelji, botri in tako dalje. Pavel Timoteju pravi takole. Spominjam se namreč tvoje iskrene vere, ki sta jo prej imela tvoja stara mati Loida in tvoja mati Evnika. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti. Zdaj gremo pa na naslednjo zgodbo, zdaj pa tole. Tudi to je v tej zapovedi. Dolžnosti staršev. Rodovitno-zakonske ljubezni ni omejena ne le na roditev otrok, marveč se mora raztezati na njihovo naravno vzgojo in na njihovo duhovno oblikovanje. Naravno vzgojo otrok in oblikovanje otrok. Duhovno namreč. Vloga pri staršu pri vzgoji je tako pomembna, da jo je skoraj nemogoče nadomestiti. Pravica in dolžnost vzgoje sta za starše prvobitni in neodtujljivi. Starši morajo na svoje otroke gledati kot na Božje otroke, se pravi kot tisti, ki so jim dani, ne, na posodo, če tako rečem malo v nekrščanskem jeziku, na posodo v upravljanje samo za nekaj časa. In naloga staršev je, da te otroke vzgojijo, da bodo tudi ob njihovem zgledu se naučili vrednot, ljubezni, upravljanje, svobodo, ki jo imamo vsi ljudje kot po Božji podobi in da bodo to živeli odgovorno in bo šli čim prej na svoje, če rečem tako v domačem jeziku, tako kot večkrat rečem v pripravi na zakon. Ne? Da bodo to, kar v polnosti doživljajo v družini, ljubezen, resničnost, prijaznost, odpuščanje, hrepenenje, območje, kamor se znova in znova radi vračajo iz sveta, kjer so raztreščeni in velikokrat nesrečni in razočarani.
da bodo sami hrepeneli potem, da bodo čim prej ustvarili nekaj tako čudovitega. Razumete? To mora biti eno poslanstvo družine in to se pravi, to je dolžnost staršev, da to naredijo. Starši so prvi odgovorni za vzgojo svojih otrok. To odgovornost spričujejo najprej s tem, da ustvarijo družinsko ognjišče, ker vladajo kot pravilo nežnost, odpuščanje, spoštovanje, zvestoba in nesebično služenje. Družinsko ognjišče je posebno primerno mesto za vzgojo v krepostih. Takšna vzgoja zahteva vadenje v samozatajevanju, zdravem presojanju, obvladovanju samega sebe, kar vse je pogoj za vsako resnično svobodo. Starši bodo otroke učili telesne in nagonske razsežnosti, podrejati notranjim duhovnim razsežnostim. Smo razumeli? To jih ne more naučiti šola. Škola lahko govori o tehniki, a ne, če sem grob. Spolna vzgoja je naloga staršev, ne šole. Če sem dovolj direkten, ne? Naloga staršev. Šola, vemo, kako jih vzgaja, ne se jezita, ne tako kot, če sem še malo bolj, ker ne moram iz svoje kože, se veste, da sem župnik, če sem duhovnik, če ste vmes pozabili, ne? Kakor je tudi verska vzgoja naloga staršev. Naloga staršev. To je primarno. Vsi ostali smo samo tisti, ki pomagamo, nadgrajujemo, vključujemo, ne, kot tisti, ki nas je Bog postavil to službo, posvečujemo, še duhovno vodimo in oznanjamo. Ne. Starši bodo otroke učili, to smo že rekli, za starše je težka odgovornost v tem, da svojim otrokom dajo dober zgled. S tem, da bodo pred njimi znali priznati svoje napake, jih bodo mogli še bolje voditi in popravljati. Sirah, kdor ljubi svojega sina, rabi vedno šibo. Kdor kaznuje svojega sina, bo zaradi njega hvaljen. In vi, očetje, zdaj pa tole, ne grenite svojih otrok, temveč jih vzgajajte in opominjajte v Gospodovem duhu. To pa Pavel pravi v Efežanom. To je zelo močni stavek. Ne grenite življenja svojih otrok. In če verjamemo, oziroma ker verjamemo, da je Svetopismo navdihnjena beseda, lahko to besedo z očeta, ki lahko zagreni življenje svojih otrok, prenesemo tudi na mamo, ki prav tako lahko zagreni življenje svojih otrok. Kako je torej pomembno, kaj delate očetje in mame svojim otrokom? Silno pomembno. Družinsko ognjišče je naravno okolje, ki človeško bitje uvede v solidarnost in v skupne odgovornosti. Starši bodo otroke učili, naj se varujejo kompromisarstva in propalosti, ki ogrožata človeško družbo. Jaz sem že rekel enemu polanskemu očetu, pa bom še kdaj komu, ko vem, da svoje otroke samo pripelje in ga ni nikoli k maši, sem rekel, prosim, ne vozi svojih hčerko k maši. Ne vozijo. Škoda jo je in tebe, tvojega časa in benzina, ker je boš vzgojil in daje zgled dvoličnosti. Ne stojiš za svojo besedo. Vse sem mu malo lepš povedal, no, priznam. Ampak poanta je bila pa ta. O, je razumel. Obraz mu je razodeval razumevanje, tudi barva obraza. Tako da kako lepo, ne? Družinsko ognjišče je torej naravno okolje za vse to. Obenem z milostjo zakramenta, čakajte, da nisem kaj preskočil, veste, ker nekatere stvari malo preberem, nekatere pa govorim tako na pamet pa iz srca, ker manj že bolj predelano. Ne? Obenem z milostjo zakramenta svetega zakona so starši prejeli odgovornost in prednostno pravico, slušajte, odgovornost in prednostno pravico, da evangelizirajo svoje otroke. To je prednostna pravica staršev, tako kot je celotna vzgoja, ne šole, ne države, ampak staršev.
Že od zgodnejših let jih bodo uvajali v skrivnost vere, saj so za svoje otroke njeni prvi glasniki. Že od najnežnejšega otroštva jih bodo vključevali v življenje cerkve. Način življenja v družini mora dajati hrano čustvenim razpoloženjem, ki bodo vse življenje ostala pristne predpostavke in opora žive vere. Z vzgojo v veri morajo starši pričevati v že najnežnejšem otroštvu. Ta vzgoja se uveljavlja že tedaj, ko si družinski člani s pričevanjem krščanskega življenja v skladu z evangelijem pomagajo prirasti v veri. Družinska kateheza prehiteva, spremlja in bogati druge oblike pričevanja v veri. Družinska kateheza. Poslanstvo staršev je, da otroke naučijo moliti in odkrivati svojo poklicanost božjih otrok. Župnija je evharistična, pa je evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja krščanskih družin. Zelo dober stavek, ne? Krščanskih družin, ne krščanskih individualcev. Je prednosten kraj kateheze otrok in staršev. Otroci svoje strani prispevajo, zdaj pa poslušajte, k rasti staršev v svetosti. A ne drži to? Če imate majhne otroke, morda še tega ne veste, počakajte, da bodo v puberteti. Pa boste videli, kako boste morali se truditi za potrpežljivost, ponižnost, vztrajnost. In boste počasi začutili, kako je res opis Boga, ki svojo vsemogočnost, torej iz ljubezni, skazuje s potrpežljivostjo in prizanašanjem lahko tudi vaš moto. In kako je nebeški oče vzor vsakega očetovstva in materinstva. Se pravi, prispevajo k rasti staršev v svetosti. Vsi in vsakdo si bo velikodušno in brez naveličanosti medsebojno odpuščal žalitve, prepire, krivice in spodršljaje. Medsebojna ljubezen k temu nagiblje. Kristusova ljubezen pa to zahteva. Smo začutili Finesov izrazja. Medsebojna ljubezen k temu nagiblje, Kristusova ljubezen pa od kristjana to zahteva, da je tako. V času otroštva se spoštovanje in ljubezen staršev izražate najprej v skrbi in pozornosti, ki ju posvečajo negovanju otrok, zavzetosti za njihove telesne in duhovne potrebe. Med odraščanjem vodita isto spoštovanje in ista predanost starše, da svoje otroke vzgajajo v pravilnem uporabljanju razuma in svobode. Spet, to ni naloga šole. To je naloga staršev. Pravilno uporabljati razum in svobodo. Naučiti otroke. Kot tisti, ki so prvi odgovorni za vzgojo svojih otrok, imajo starši pravico, da zanje izberejo šolo, ki ustreza njihovim lastnim prepričanjem. To je temeljna pravica. Dolžnost staršev je, kolikor je mogoče, izbrati šole, ki jim bodo najbolje pomagale pri njihovi nalogi krščanskih vzgojiteljev. Javne oblasti pa so dolžne zajamčiti to pravico staršem in zagotoviti stvarne pogoje za njeno priznanje. Ko otroci odrastejo, imajo dolžnost in pravico, da izberejo poklic in življenjski stan. Smo slišali? Poklic in življenjski stan. Sprejeli bodo nove odgovornosti v zaupljivem odnosu do svojih staršev, katere bodo vpraševali za mnenja in nasvete, ter jih radi sprejemali. Starši bodo budno pazili na to, da ne bi nad svojimi otroki izvajali prisile, niti pri izbiri poklica, niti pri izbiri sozakonca. Ta dolžnost zadržanosti pa jim ne prepoveduje, da jim ne bi pomagali, ravno nasprotno, z razsodnimi nasveti, zlasti, ko si nameravajo osnovati družinsko ognjišče. Velikokrat starši projicirajo, to je bilo sploh znano za naš socializem, ko bi rekel, na nek način svoj neuspeh ali pa nemoč, da bi uspeli, so projicirali v otroke, da bi ja bolj uspeli in so zanje naredili vse. Doma so naredili 3 štuke bajta veliko,
da bodo ja imeli zagotovljeno stanovanje. Za šolo so jim dali in dobesedno zgonili vse, samo da bi ja vsi na fakultete, vsi čim bolj naprej, vsi, da bi se ja naredili kariero in bili uspešni, ne? Kot da bi svojo frustracijo in občasno razočarjenje, nemoč skušali izživljati na otroke. Otroci niso projekcija staršev. Vsak otrok je enkraten, neponovljiv. Ima sicer gene, pravi znanost, in tudi prav ima, in marsikaj potem še dobi v času vzgoje, tudi takrat, ko ne hote vzgajate, ne vzgajamo tudi jaz, še marsikaj dobi od staršev, ampak vsak je enkraten in neponovljiv. In naloga staršev je samo, da mu omogočajo, da to odkrije, ne? Mu svetujejo. Zdaj bom povedal primer, ne? Če je mami pevka, recimo, in zelo uspešna, lahko solo pevka, ni nujno, da morajo biti vsi otroci solo pevci, daleč od tega. Če pa ima kdo talent, ga bo pa podprla, razumemo. Podobno je s pravniki, podobno, še dobro, da župniki nimamo otrok, ne, malo za šalo. Ja, župnik hotel, da so vsi njegovi otroci župniki, pa vse njegove hčere redovnice, ne, kam pa pridemo pol. Razumete? Je treba to omogočiti, da je ta bogastvo, samo tam se bo resničil. To večkrat povem te primere, pa bom tudi danes. Še ko sem delal v vojski, je prišla, eno gospod sem večkrat srečal, sta imela par otrok, z možem, mož je bil častnik, se je še častnik, ne, ni več, penzija, častnik Slovenske vojske in me kliče in reče, oče, veste, kaj se je naredilo? Rekel, kaj pa? Moj sin hoče postati vojak. Rekel, kaj pa je slabega? Ja, pa se je oče že vojak, pa ne bo na uno, pa drugo, tretje izliva tam. Pa rečem, a želite, da bi vaš sin srečen? Jaz seveda želim, si zato mu branim. Sem rekel, ampak če on vidi sebe kot vojaka, podprite ga, razumete? Podprite ga. Si je danes je zelo dober vojak, oziroma je že kaj več kot vojak. Počasi je ona razumela, ne? Da dejansko se človek, sin ali hči, lahko uresniči samo v tistem poklicu, v tistem poslanstvu, kamor ga vleče. Ali celo v stanu smo slišali, ne? Stanova sta pa dva, ne? Imamo zakonski stan, pa samski stan. Tako kot že sveti Pavel pravi, niso vsi poklicani. Eni so samski zaradi tega, ker so taki, kot so, druge so tretji besilili, četrte so skopili, eni pa so samski zaradi Božjega kraljestva, ne? Pavel je pameten, ne razplavlja dosti, samo reče, kdor mora razumeti, ne razume. Ne? Ja, imamo, tudi ta opcija mora biti, ne? Da si lahko nekdo izbere samski stan zaradi neke, ampak mora biti izbira, zaradi bomo rekli tako v starem jeziku, zaradi višjega cilja, ne? Zaradi Boga. Ostane duhovnik, redovnik, redovnica. V starih časih, tudi na naših tleh, so bile tu učiteljice, ne? Učiteljice so bile v starih časih vedno samske, da so lahko posvetile svoje življenje otrokom. Tudi to je lahko izbira, ne? Pomagati seveda pa komu, ki se ne počuti polnega v tem, da bo prepoznal, v katerem stanu je. Se pravi, to smo še rekli, očetje ne gre, nisi tak dober prefinjen stavek, meni je zelo simpatičen. Jaz sem tle dal te, ki so na našem teritoriju, na Laž gimnazije, osnovnih šol nimamo, eno imamo cerkveno v Ljubljani, osnovna šola Lojzija Šuštarja, pole Valdorfska šola je še menda v Ljubljani, pa nekaj oddelki zdaj še nekje na Gorenskem. Se pravi, imamo 3 srednje šole, bolj se pa neha, ne? Tudi izbira ni velika, pa daleč je. Zato je treba biti toliko bolj proaktiven, tam, kjer imate svoje otroke. Družina in Božje kraljestvo. Družinske vezi so sicer pomembne, niso pa absolutne. Kolikor bolj otrok odrašča proti svoji človeški in duhovni zrelosti ter avtonomiji, s toliko večjo jasnostjo in močjo se javlja njegova edinstvena poklicanost, ki prihaja od Boga.
Starši bodo ta klic spoštovali in podpirali odgovor svojih otrok, da mu sledijo. Treba se je prepričati, da je prvi kristjanov poklic hoja za Kristusom. Kdor ima očeta in mater rajši kot mene, ni mene vreden. Ali širšo besedo. Cilj življenja vsakega človeka so nebesa, je torej svetost. Sem že povedal, kdaj pri pridigi, da poznam enega moža, ki ima ta ženo kar več kot 10 otrok. In še ko sem bil župnik v stolnici in ona dva sta tam blizu živela, sta prihajala vsak dan k maši na rožni venec. Pa mali zaradi radovednosti, čeprav sem predvideval, zakaj to hodita, pa sem jo vprašal, zakaj pa vidva hodita vsak dan k maši pa k molitvi. Je rekel, župnik, v maši greva in molva vse 4 rožne vence vsak dan zaradi tega, da bi vsi najini otroci in vsi najini vnuki prišli v nebesa. Če smo kristjani, mi verujemo v večno življenje. Ne tako pri krstu se spomnite, ko župnik včasih še dodatno pove. Se pravi, naš cilj so, po domače rečeno, nebesa. Biti svet. In seveda se torej zgodba našega odnosa do otrok in odnosa otrok do staršev ne konča smrtjo. Ampak je torej presega to časnost, torej bivanje v času. Zato mi tudi za svoje starše še vedno molimo, darujemo pa tudi za sozakonce, tudi kakšne morda ima kdo pokojne otroke, molimo za dušo v vicah, molimo prav konkretno za kakšne svoje starše. Skratka, to je naš primarni cilj. In to vse presega. Družina je konec koncev, če bi rekel tako malo po domače, tudi zato ustvarjena, da na svet prihaja nova življa bitja, novi svetniki. In vsi mi smo, če zopet rečem, resno pa hkrati malo s humornim jezikom, smo vsi svetniški kandidati. S krstom pa začnemo v polnosti jurišati po tej poti. Zakaj uporabim juriša? Zato, ker je treba iti proti zmagi. V bitki pa zmagaš, ena oblik je tudi juriš. Naprej je juriš, ne nazaj. Postati Jezusov učenec, se pravi sprejeti povabilo, da naj pripadamo Božji družini in živimo v skladu z Jezusovim načinom življenja. Kdorkoli namreč spolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, mi je brat in sestra in mati. Starši bodo z veseljem in zahvaljevanjem sprejeli ter spoštovali Gospodov klic, namenjen temu ali drugemu otroku, če ga Gospod kliče tja v tisti stan. To smo že rekli, da ne bomo ponavljali. Kot vidite, ta zapoved govori tudi o oblasti. Državna skupnost je na nek način tudi skupnost, ki jo tvorijo družine in je ustanovljena zato, da bi služila državljanom, rečemo. Je v službi državljanom. Osnovna celica državljanov pa je družina, ki tudi poraja nove državljane. V nas ne sme biti prepričanje, kateri je že bil francoski kralj Ludvik XIV, ali kaj, ko je rekel, leta sem va, država, to sem jaz. En vic je pa tudi, ko ga je pa menda Finžgar napisal, pa za enega župnika v Bohinj, ko je tam v 19. stoletju bil župnik in pride sosed iz Bistrice v srednjo vas menda in gleda župnika in ona velik petek takole suho klobaso je. Reče, Janez, velik petek je danes, veš, kaj on pravi, kaj pravi cerkev za velik petek? Je rekel, v Bohinj sem cerkev jaz. In je jedel klobaso naprej. To so take zgodbe polne. Ampak pravilni pogled pa je tak, država je zato, da je servis državljanom, in torej tudi družini, ne pa obratno.
In vse, kar mi delamo in dajemo državi, dajemo zaradi tega in tudi pooblastila dajemo z volitvami, ne, izbranim, da bodo delali za to, da bomo mi bolj polno živeli, pa ne gre samo materialno. Minister, ne? Beseda minister, kaj pomeni minister? Ministrant mu tudi rečemo, slišite besedo isto odzad. Pomeni služabnik ali strežnik. To bi morali biti. Torej, 4. zapoved nam zapoveduje, da spoštujemo vse, ki so za naše dobro od Boga prijeli oblast v družbi. Če je pravilno postavljali, od Boga prijel službo. Pojasnjuje dolžnost tistih, ki oblast izvajajo, kakor tudi tistih, ki imajo od nje koristi. Torej, govori o oblastnikih in o nas, ne? Kako morajo oni, tako kot starši, otroci, ne pa oni, morajo tukaj tudi biti. Ne? Tisti, ki izvršujejo oblast, jo morajo izvrševati kot služenje. Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. Naravno merilo za izvrševanje oblasti je njen božji izvor, njena razumna narava in njen specifičen predmet. Nihče ne more zapovedovati ali ustanoviti kaj takega, kar nasprotuje osebi in naravni postavi. Smo že slišali, ne, kaj se dogaja v sodobnem svetu. Ne? Za nas, kristjane, ne more biti božja oblast, če sprejema kaj takega, kar nasprotuje dostojanstvu oseb in naravni, torej moralni postavi, naravi. Ne? Izvajanje oblasti leži za tem, da bi razodeval pravilno hierarhijo vrednot in s tem olajšalo izvajanje svobode in odgovornosti vseh. Predstojniki izvajajo ločilno pravično z modrostjo in upoštevajoč potrebe in prispevek vsakogor in tako dalje. Politične oblasti so dolžne spoštovati temeljne pravice človeške osebe. Uveljavljale bodo pravičnost človekoljubno v spoštovanju do pravice vsakogar, predvsem družin in razdedinjenih in tako dalje. Dolžnosti državljanov je seveda, da spoštujejo državo in za nas kristjane, da tudi za oblastnike in cesarje molimo. Ne? Zato imamo, sem vesel, da naše dame, ki molijo rožen venc, večkrat molijo tudi za naše državne voditelje, mašo imamo občasno za domovino in bi bilo večkrat to treba. Sem vam že povedal eno zgodbo, ki je žal kakor vic, ampak je bila resnična. Ko sem bil enkrat na srečanju mladih, takrat je samostan Mekinje še bil samostan in bil še v lasti občine in so me povabili kot vojaškega vikarja, pridem tam v uniformi in se pogovarjamo, pa nekaj rečem o molitvi, kako je fajn tudi moliti, pa rečem, upam, da ki molite? Ja, molimo. No, sem vprašal malo podrobno. A kdo moli za svoje starše? Jih je nekaj prikimalo. A ste molili v zadnjem tednu? Tisti, ki ste molili v zadnjem tednu za starše, dvignite roko. 3, 4. Tisti, ki je molil danes za svoje starše, noben ni dvignil roke. Pa povprašam, no, zdaj pa vas vprašam, kdaj ste molili nazadnje za predsednika države ali pa predsednika vlade? Čista tišina. En čas, pa grozen smeh. Takrat je bil predsednik vlade naš Janez Drnovšek, pokojnik, je bil srčen mož, je bil pa tudi bolan. In takrat smo imeli vsi in je bila kar naprej, vsake druga slika je bila tisto, ko je on šel v Indijo in je tisti venec, se spomnite, imel revež na glavi. In oni so videli tisto sliko in so se začeli režati. Tak je veliko krat naš odnos do oblasti, ki jo imamo. Narobe. Oblast je treba spoštovati, od nje pričakovati in za njo seveda tudi moliti. Podrejati oblasti v dobrem, seveda o tem ni nobenega dvoma. Delo za skupni blagor, obrambo domovine, plačevanje davkov. Tlele so celi štuki, da bom bral. Ne samo zahtevati od države, ampak dela tudi. Dela za skupno dobro, delati pri skupnih projektih, sodelovati pri obrambi domovine. To je dolžnost, kot je dolžnost ljubiti starše, smo dolžni ljubiti in biti odgovorni tudi do svoje domovine in države. In jo tudi braniti, če je potrebno.
Kristjani so v prvi skupnosti večkrat razpravljali, imamo Tertulijan, Origen in tako naprej, so razprave obstajajo, ko sta se prepirala, ali so kristjani, in to je bil čas preganjanj, ali so kristjani dolžni kaj narediti za imperij, v katerem uživajo blaginjo, a ne? In ali so dolžni to blaginjo braniti ali ne. Ali samo uživati privilegij ali delati za to, a ne? In na koncu je, kar je evangeljsko in pravilno krščansko, da so kristjani dolžni sodelovati tudi pri obrambi imperija. Zato je bilo med vojaki toliko kristjanov. In skoraj 2/3 kristjanov, mučencev prve cerkve iz časov preganjanj so vojaki. Vojaki, od generalov do, najbolj znan primer je Maurici, ne? Po njem se imenuje v Švici mesto San Maurice, ne? Maurici. On je bil general, poveljnik legije. In ko je prišlo preganjanje, seveda, da prvo glave letijo pri vrhovih, ne? To vemo, pa čiščenje se nadaljuje do podna, ne? Tako so vsi sistemi delali. In on je rekel, da pač ne bo vrgel kadila pred kip oltarja, on je kristjan, da služi imperiju in tudi cesarju, ampak ga ne more častiti kot Boga. Ampak je bil zelo spoštovan in dober poveljnik. In ko so ga obsodili na smrt, pripoveduje legenda, ampak legenda ima vedno močno vsebino, ne, so vsi vojaki, ne samo tisti, ki so bili kristjani, ampak tudi drugi, zato ker je bil tako dober poveljnik, rekli, z njim gremo v smrt. In ne vem, zagotovo so tam veliko v San Mauricu pobili vojakov, med njimi tudi ne kristjane, ki so šli v smrt zaradi svojega poveljnika, zato ker je bil on tako dober poveljnik, tudi kot kristjan. Razumete logiko? Mi smo dolžni biti noter in dati od sebe vedno, ne samo uživati, kako bi rekel, rimski mir, blaginjo, ne, ampak za njega tudi kaj narediti. Pustimo pa podrobno, kaj pomeni rimski mir. Kdaj smo pa kristjani dolžni, se pravi, plačevanje davkov, tem se da dobro, ne, kako smo tudi kristjani iznajdljivi v utajevanju davkov, ne samo drugi. Treba biti pošten. In skrb za uboge, ne. Tlele morda pa znamo in smo tudi v prejšnjem sistemu, ko je bilo prepovedano delati za uboge, prepovedano imeti karitas, je bila vendarle ljubezen do ubogih tako velika, da se je našlo načine, kako se je pomagalo ubogim znotraj skupnosti, invalidom in tako dalje in tako dalje. Ali smo kristjani dolžni kdaj odkloniti pokorščino državi? Državljan je po vesti dolžan, da ne sledi predpisom državnih oblasti, kadar te določbe nasprotujejo zahtevam naravnega reda, torej moralnega reda, temeljnim pravicam ljudi ali naukom evangelija. Odklonitev pokorščine državnim oblastem, kadar njihove zahteve nasprotujejo zahtevam pravilne vesti, dobiva svojo upravičenost v razlikovanju med služenjem Bogu in služenjem politični skupnosti. Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Ali, kot pravi apostolska dela, Boga je treba bolj poslušati, kakor ljudi. Cerkev v sedanjem svetu, drugi Vatikanski koncil pravi pa takole. Kjer pa so državljani zatirani od javne oblasti, ki prestopa meje svoje pristojnosti, naj se odrečejo tega, kar dejansko zahteva od njih skupna blaginja, a pravico imajo, da pred zlorabo oblasti branijo svoje in svojih sodržavljanov pravice, da le ne prekoračijo meji, ki jih je začrtala naravna in evangeljska postava. Upiranje zatiranju strani političnih oblasti se bo zakonito zateklo k orožju, to se pravi pravico do upora, tudi z orožjem, to je pa zelo težko področje, zdaj se bomo samo dotaknili, ker je zelo posebna. Upiranje zatiranja strani političnih oblasti se bo torej zakonito zateklo k orožju samo tedaj, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji. Prvič, v primeru nedvomnih, hudih in podaljševanih kršenj temeljnih pravic. Drugič, potem, ko so bila izčrpana vsa druga sredstva. Tretjič,
brez izvajanja še hujših neredov, če bi s tem povzročili še hujši nered. Četrtič, če obstaja utemeljeno upanje na uspeh upora na tak način. In petič, če je nemogoče po pameti predvideti boljše rešitve. Pravi, ne kar tako je, ne dvignimo kose, ali kako je bilo že. Je treba biti politična skupnost in cerkev, še 2 stavka, pa smo zaključili za ta uradni del, pa bo Marko imel zaključek, bo povedal hvala lepa, tako kot se spodobi, potem bomo pa še kakšno rekli. Vsaka ustanova že sama po sebi navdihuje iz neke vizije človeka in njegove usode, na kar se opira tudi pri svojem presojanju vrednot, pri svoji smeri ravnanja. Večina družb je svoje ustanove oprla na neko prednost človeka pred stvarmi. Samo od Boga razodeta religija je jasno prepoznala v Bogu, ustvarniku in odrešeniku, človekov izvor in njegovo usodo. Cerkev vabi politične oblasti, da svoje sodbe in odločitve opirajo na ta navdih resnice o Bogu in človeku. Družbe, ki se za ta navdih ne zmenijo ali ga odklanjajo v imenu svoje neodvisnosti od Boga, pridejo do tega, da svoja oporišča in svoj cilj iščejo same v sebi ali pa si jo izposodijo iz kake ideologije. In ker ne dopuščajo, da bi kdo branil objektivne kriterij dobrega in zlega, si izrecno ali prikrito dajejo, kakor kaže zgodovina, totalitarno oblast nad človekom in njegovo usodo. To je zelo lepo povedano, to stanje, ki ga je človeštvo preživelo v prejšnjem stoletju, teh grobih totalitarizmov, nekateri še danes obstajajo, v nekaterih državah, ali pa mehkih totalitarizmov, ki jih doživljamo kot posledica prejšnjih. Vse veste, da razni totalitarizmi, ko niso uspeli v določenih državah, so pa želeli uspeti, so se začeli preoblikovati in so začeli rušiti družbo od spodaj. Rušiti družino, rušiti temelje reda. Poznamo razne šole in zdaj imamo te mehke oblike totalitarizma, ki jih doživljamo. Cerkev, ki se z ozirom na svojo nalogo in pristojnost nikakor ne pomešava s politično skupnostjo, je obenem znamenje in zaščita presežnosti dostojanstva človeške osebe. Cerkev spoštuje in pospešuje tudi politično svobodo in odgovornost državljanov, ne dvomo. Poslanstvo cerkve sodi, da izreka naravno sodbo, in sicer tudi glede zadev z političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporablja vsa tista in samo tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in z blagom vseh. To je pa še odgovor tistim, ko včasih, ko rečemo, naši škofje nič ne povejo, Katekizem zahteva od škofov in od duhovnikov in od nas vernikov kot skupnosti, da povemo takrat, ko je treba povedati, ko so kršene človekove pravice, ko se jemlje dostojanstvo, ko se rušijo temelji reda, če rečem po domače. Takrat smo dolžni besedo povedati, zastaviti. Tukaj ni politične korektnosti ali všečnosti. Ko govorimo o resnici, ljubezni, življenju, svobodi posameznika, svobodi družine, pravici družin, takrat je treba vedno zastaviti svojo besedo. In če je kdo mora, jo mora tudi cerkev kot skupnost. In tem je tudi prednost katoliške cerkve. Tako še za zaključek. Ker katoliška cerkev ni vezana na nacijo, tako kot so pravoslavne. In zato so si v zgodovini pravoslavno cerkev velikokrat uspešno podrejali. Vedno so poskušali tudi katoliško. Velikokrat so bili žal tudi uspešni, ampak hvala Bogu, velikokrat pa tudi ne. In je zaradi tega lahko bistveno večkrat povedala, kako stvari niso, čeprav nam pripovedujejo, recimo, da ni rekla, recimo, tipičen očitek, nacizmu ni nič s cerkev rekla. Seveda je rekla marsikaj, še zdaj vem iz časov študije, pa pol iz doktorata, kako so že 39. leta med drugim izdal papež
encikliko Mit brennenden Sorge, to se pravi s pekočo skrbjo. Opažamo zadeve v Nemčiji, kako totalitarizem vlada. Seveda je rekel tudi marsikaj o komunizmu, pa še o drugih totalizmih in cerkev bo še vedno rekla in tako mora reči. In torej, spoštovanje, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, kot smo se mi učili pri veruku, se pravi, ima zelo globoke razsežnosti. In Bog stoji za svoje besede. Zakaj tudi zdaj borimo proti totalitarizmu? Zato, ker pač ne more biti dobro za vse, ne samo za posameznike. Tako kot neka država, se spomnimo prejšnje države, eno obdobje je bilo zelo močen nabor pod geslom samoupravljanje po meri človeka. Katerega človeka so pa postavili za mero, ne vemo, še danes ne. Zagotovo večino državljanov ne. In cerkev mora zato vedno, cerkev mora biti pravzaprav vest, seveda moramo pa tudi kot člani cerkve, škofje, duhovniki in tudi verniki tako živeti, da smo lahko vest, v pozitivnem pomenu. Gospod Marko. Jaz bi se rad župniku v imenu vseh lepo zahvalil za ta pogledni govor. Mislim, da verjamem, da bomo od tega srečanja naprej še boljši v odnosu do naših staršev, naših otrok, pa tudi v odnosu do naših oblastnikov. Ker nam je župnik res nekako razgrnil ta obzorja, kaj pomeni ta zapoved, ki sem kot uvodoma omenil, deluje zelo enostavno, preprosto, ampak je zelo razsežna in pa večplastna. Najlepša hvala, župnik. Bogu hvala. Tudi bomo videli, kako se ostale zapovedi izhajajo skoraj iz te zapovedi. Dobro, iz prvih 3, tako ali tako vse, ampak kako je jedro, zakaj ne tako? Zaradi tega, ker je tu pa jedro človeške skupnosti, temeljno prostorje, območje, kjer se človek lahko uresniči in živi. Hvala lepa.